Spoštovani, ja, le še nekaj minut nas loči od začetka derbija 18. kroga prve lige Telemach. Žal ob slabem obisku, ampak tudi na obali je zelo mrzlo in ja, težko se odločiti priti zmrzovati na tribuno. Tule pa zdaj napaka Pihlerja in priložnost za Koprčane. Omladič do Ankade. Ankada strelja in tole je bila obramba z roko. To bo 11 metrovka, seveda. Žoga je sicer v mreži. Res ne gre zameriti takole Ankada, pogledajte. In potem je Karič igral z roko. Ne enkrat, dvakrat. Omladič je v nadaljevanju sicer zadev, toda tako je prečudovita priložnost za Koper. Omladič in Bergsen, Koper vodi 1-0, Nit Omladič. Tako kot so Mariborčani otvorili večni derbi z Olimpijo z zelo zgodnim vodstvom z bele točke, po igri Krefla z roko, danes na bonifiki proti vrati, toda podaja za hrbet, Japonec do žoge ni prišel, Omladič Orazov z napako, Jakupovič, odličen strel in to je gol! Jana Koprivca je tule Jakupovič dobil povsem nepripravljenega, 14. minuta izenačenje. Arnil Jakupovič, njegov 6. gol v sezoni. Repas se je poigraval, izgubil žogo in gol! 2-1 za Koper, strelec je Ahmed Ankrat. Kakšna napaka Jana Repasa. 2-1, niti ne pritožuje se Repas preveč. Zdaj sem čakal, če bo morda protestiral in zahteval prekršek, to da ve, da je sam storil napako. Osuđi, krasno je spustil Omladiču in stekel v prostor. Omladič gre, zdaj Osuđi. Toda prvi stik žoga je bil tu enostavno preslab za to, da bi lahko potem šel v zaključek. Toda odlična podaja. Vešner Tičič iz ozadja do strela ob Lorberju, tokrat pa se je izkazal Meno Bergsen. No, tule pa je zdaj izenačenje 2-2. Sudani je strelec, kako zdaj nori Hadžić ob igrišču na klopi Koprčanov. 41. minuta, rezultat je ponovno izenačen. Tule vidimo, kako zadetek proslavljajo tudi Viole. 3. gol Sudanija. Njegova 11. tekma v slovenskem državnem prvenstvu, 2-2, poglejmo, kaj točno se je zgodilo. Karič do Urate. Omladič in Jelenic sta pri žogi. Jelenič bo poizkusil. Jelenic strelja in tokrat odlično Bergsen. Iz ozadja Vešner Tičič. No, pa Jelenič za trenutek je kazalo, da bi lahko prišel v slabo. Zdaj Bergsen, Vešner Tičič in gol! Zadetek, novo vodstvo Kopra, Luka Vešner Tičič in spet po napaki Meno Bergsen, ko se je zdelo, da je nevarnosti za mariborska vrata konec, je žogo
poslal točno na nogo Vešterja Tičiča. Poglejte, takole Tičič do Jeleniča. Tu se je zdelo, da bi Koper lahko prišel do priložnosti. Težko zgreši, prav Groznica, zdaj do žoge. Potem pa Ankrak, Osuđi, Ankada se je odkril. Zdaj Osuđi do Ankade, priložnost za Koper. Ankada na bližnjo vratnico brani Bergsen. Tu se bo za Koper odpiralo kar precej prostora v morebitnih protinapadih. Činečuk zdaj proti Iličiću, padel je Jojo Iličić in 11 metrovka. 11 metrovka za Maribor. Tole je Džeki, ki je očitno nepravilno oviral Josipa Iličića. Če lahko Koprivec zdaj Iličiću prepreči izenačenje. Jojo, zelo zanesljivo. 3-3. Še tretjič so Mariborčani prišli do izenačenja, že v 86. minuti. Z bele točke super zanesljivo Jojo Iličić. A tudi Koprčani se ne želijo zadovoljiti z remijem. Jelenič. Vešter Tičič prihaja do žoge, strel Vešterja Tičiča. Stresla se je sicer mariborska mreža, toda z zunanje strani. Safet Hadžić, gospod Hadžić, nekako so v taboru Maribora kar priznali, da je tale točka danes zanje glede na videno dober rezultat. Kaj pa za vas? Pa glede na videno, sigurno nisem zadovoljen. Imeli smo rezultat, imeli smo vse. Delamo pa mogoče malo neumne individualne napake, kar se ne bi smele dogajati. In to se nam že parkrat ponavlja, zgleda, da je slaba koncentracija, na tem moramo delati, da bomo potem bili bolj kvalitetni. Kar pa se tiče nekega drugega segmenta, predvsem tega visokega pritiska na njihovo izgradnjo napadov, kar nekaj žog ste tu ukradli, kar nekaj jih je potem tudi končalo na nasprotnikovi mreži. To so verjetno tiste pozitivne stvari po današnji tekmi. Pa v bistvu mi imamo fiziko, smo agresivni, to smo tudi trenirali pred Maribor. Vedeli smo, da so oni tukaj slabi. To smo enostavno uspešno tudi delali, ampak škoda, da neke neumne napake potem pride do remija. Mislim, da bi na koncu koncev mi lahko zmagali. Pred vami še recimo 2,5 tekme ali pa še malce več do konca tega dela sezone. S čim bi bili na koncu zadovoljni? Trenutno Koper še vedno tu blizu vrha, verjetno želite tja tudi, ko bo zima. Absolutno. Vse vidite sami, da je Koper dobra ekipa, imamo nekaj včasih težave, ampak smo atraktivna, smo močna ekipa, smo nevarna za vsakega. Normalno, da si želimo, da bi bili na koncu nekje na vrhu. Najlepša hvala na srečno. Hvala vam. Ante Šimundža, gospod Šimundža, pred tekmo, ko sva se pogovarjala, ste nekako dejali, danes bomo morali biti v glavi pravi, da bomo iztržili pozitiven rezultat. Je tole pozitiven rezultat glede na videno za Maribor? Že na videno je pozitiven rezultat, ampak način, kako smo danes prijemali zadetke, mislim, da je izpod vsake nivoja igralca NK Maribor. Vas je morda Koper danes v čem tudi presenetil? Ne, ste vedeli pričakovali? smo, kaj bo, smo se pripravili na to, ampak enostavno, če daš ti v Kopru 6 golov, vzameš točko, pomeni je nekaj z glavo oziroma mentaliteto, dojemanje vijoličnega dresa hudo narobe. Kaj se je morda v tem pogledu spremenilo od derbija, da je bilo? Da smo bili čustveno prazni, zato ker smo vložili ogromno energije proti Olimpiji, ampak to ni nobeno opravičilo, kar se tiče samega pristopa. Da si bil na maksimalnem nivoju, pa odigral vsaj 20-25 minut, ampak na takšen način nastopati za Maribor je nedopustno. Marko Božič je bil zamenjan, pa je vstopil v drugem polčasu, razlog poškodba, kaj drugega? Ne, ker si ni zaslužil, da ostane na igrišču. Najlepša hvala na srečno. Ja, v moji družbi strelec tretjega zadetka za Koper, Luka Vešter Tičič. Nekako se pogovarjamo o tem, da je bila tekma, da je bil derbi zelo všečen za oko, 3-3. Kaj pa nekako vaš komentar, ste zadovoljni na koncu z rezultatom? Mislim, da ne moramo biti zadovoljni, 3-krat vodimo, na koncu ne dobimo tekme, ampak se strinjam, mislim, da je bila danes za gledalce zelo gledljiva tekma. Zelo visoko ste pritisnili Mariboru izgradnji napadov, kar nekaj
njihovih napak ste tudi našli. Nekateri dogovori pred tekmo so bili očitno nekako uspešno realizirani na igrišču. Ja, normalno, pripravili smo se na to tekmo, pogledali posnetke, kako kje stati. Mislim, da smo danes odigrali eno zelo dobro zrelo tekmo, ampak žal je zmanjkalo mogoče kanček sreče. Kar nekaj tekem je še pred vami, čeprav smo praktično že pred zimo. Kaj je danes iz te tekme treba nekako vzeti naprej, da bo Koper uspešen? Ja, jaz mislim, da to našo energijo danes dobro tekmo. Moramo iti tako vsako, koliko smo šli danes 110% in pa mislim, da se ne rabimo nobenega bati. Mislim, da z vsakim lahko igramo. Najlepša hvala in srečno. Marcel, 3-3 rezultat, ki ga verjetno pretekmo v mariborskem taboru ne bi podpisali, ampak glede na to, da ste se nekako trikrat vračali v tekmo, je to točka, ki vas zadovoljuje? Ja, mislim, da smo se danes zasudili mogoče celo malo več. Saj smo se dobro borili in pa imeli svoje priložnosti. Na koncu so se pač zgodile tudi manjše napake, ki so privedle do tistih golov, ampak vseeno mislim, da je bila to ena odlična tekma iz obeh strani. Kar se tiče tistih dobrih stvari, če najprej ostanemo pri tem, nekaj krasnih zadetkov, Maribor nasploh v zadnjem obdobju spet dosega veliko golov, to so verjetno stvari, ki jih je potrebno samo ponavljati. Ja, v bistvu to lahko nekako nas spominja na tisti pravi Maribor, ki je včasih zmagoval. Predvsem v začetku dela te sezone smo premalo poskušali oddaleč. Zdaj smo seveda tudi dobili nova navodila od trenerja, da tudi poskušamo iz šut cone. In ja, zgleda se je poklopilo, samo to še moramo probavati čim več, ker žoge letijo v gol. Kakšna so bila nekako trenerjeva navodila med polčasom, dve napaki, s katerih so potem nasprotniki zadeli? Je kaj opozarjal na to tudi v nadaljevanju? Pa ja, seveda smo mogli se igrati veliko bolj previdno, ampak vseeno dejal je, da je potrebno dvigniti glave gor in pa še prestaviti v višjo brzino, ker v bistvu te napake so mogoče odraz malo slabega pristopa v tekmu celotne ekipe. Najlepša hvala in srečno.